Prvič sem v to dvorano vstopila nekako pred 30 leti, ko sem se preselila v Litijo, in od takrat je nekako obvezen del mojega poklicnega in zasebnega življenja. Saj se na tem odru, na odru te dvorane pojavljam kar v 3 vlogah: kot gledalka, obiskovalka prireditev, potem kot nastopajoča, kot članica pevskega zbora Litus, torej nastopajoča na odru, in pa kot voditeljica različnih prireditev, ki se jih vseh teh letih kar nekaj nabralo. Če izpostavim nekaj najbolj odmevnih, mogoče je bila to prireditev ob 120-letnici moškega pevskega zbora Lipa. Takrat so se v glavnem pevci nekako že poslavljali in prepustili mesto mladim, ki so potem začeli delovati v 2 skupinah, kot ženska vokalna in moška vokalna skupina. Pa mogoče bi izpostavila tudi prireditev ob 100-letnici rojstva Naceta Simončiča, ko smo imeli akademijo na odru, ki je bila nekaj posebnega, s projekcijo, s številnimi nastopajočimi. Iz Združenih držav Amerike je prišla Nacetova vnukinja, svetovno znana violinistka Maja Cerar. Na odru sva takrat stala skupaj z mojim sinom Galom, ki je bil član gledališke skupine. To mi je še posebej ostalo v spominu. Pa mogoče bi izpostavila tudi številna približevanja, ki se dogajajo v tej dvorani in v njeni sosednji sobi. V času covida smo imeli v tej dvorani tudi približevanja in napolnili do zadnjega kotička smo jo samo takrat, ko je prišel Martin Golob in je predstavil svojo knjigo na spletni prižnici. Skratka, ta dvorana, ta stavba je prisotna že 100 let in močno vpeta v naša življenja in si ob 100-letnici zagotovo zasluži podobo, ki bi bila všečna vsem gostujočim gledališkim skupinam, pevskim zborom in drugim nastopajočim, in pa seveda vsem zaposlenim in pa nam, obiskovalcem, da bomo še velikokrat z velikim veseljem prišli nastopati in gledati predstave. Srečno!